To je Olimpijada katoliških študentskih domov 2025 skozi oči Frančiškovega doma iz Šiške, kjer se ta reportaža tudi začne. Vsako športno tekmovanje se seveda začne s trdim delom v ozadju in pripravami. PŠD-jevci so se na odločilni 8. marec pripravljali še bolj zavzeto kot ponavadi, seveda pa so k temu pripomogle tople vremenske razmere in slikovita okolica igrišča za cerkvijo. No, tudi brez zapletov ni šlo, a pripravljeni so bili tako, kot se spodobi za olimpijado. V zavodu svetega Stanislava, ki tradicionalno gosti olimpijado, se je zbralo kar 11 različnih študentskih domov, katerih ekipe so v uradnem delu nastopale v 5 športih: odbojki, košarki, nogometu, namiznem tenisu in šahu. FŠD je nastopil tako z moškimi kot ženskimi ekipami v vseh ekipnih športih, v namiznem tenisu pa se je predstavil z 2 članoma. Dekleta so svoj napad začele na odbojkarskem turnirju, tam je bila zasedba tudi najbolj številčna. Prvo tekmo so igrale proti gostiteljicam iz študentskega doma Janeza Frančiška Gnidovca in izgubile z 2-0. Na drugi tekmi je šlo bolj gladko, v 2 nizih so odpravile ŠD Alojzije Domanko. O napredovanju finale oziroma tekmo za 3. mesto je odločala 3. tekma skupinskega dela z Antonovim domom z Viča, ki je bila tudi najbolj napeta. Zmagovalke smo dobili šele v 3. nizu, kjer so bile s 8-5 boljše AŠD-jevke. Naša dekleta so tako zmago in 2 porazoma odbojkarski turnir končale v skupinskem delu. Zmagovalke so bile odbojkarice študentskega doma Vincenci. V začetku smo rabili malo časa, da se ugrejemo, tako da smo pa lahko naslednjo zmagali, pa na zadnjo smo se pa borili do konca. Ja, smo skoraj tudi zmagali. Fantje so v odbojki hoteli popraviti vtis od lani. V skupini so igrali skupaj s ŠDJFG-jem in Tromostovjem. Z domačini so dobro začeli in dobili prvi niz. Žal je takoj sledil popoln kolaps v drugem nizu, o zmagovalcu je tako odločal zadnji, kjer so se FŠD-jevci zbrali in ga dobili z 8-2 za prvo zmago turnirja. Študentski dom Tromostovje je v prvem nizu, tako kot Šentvičani, nekoliko zaspal, a se je v drugem prebudil, pokazal nekaj lepih akcij in izsilil podaljšan niz. 17-15 so ga dobili naši odbojkari za zmago z 2-0 v nizih in uvrstitev v polfinale. Tam so jih čakali favorizirani AŠD-jevci, ki so bili enostavno pretrd torek za Šiškarje. Uspeli so dobiti 7 točk v prvem nizu in 5 v drugem. Antonov študentski dom je na koncu zmagal v finalu proti ŠDJFG-ju, naše fante pa je čakala še tekma za 3. mesto. Prvič na olimpijadi so se zoperstavili jezuitskemu kolegiju. Prvi niz je bil izvrsten in po tej lepi akciji Vida Fistraga je FŠD dobil s 15-13. V drugem nizu je sledil prebrat kolegija, ki je s 15-5 izenačil in izsilil odločilni 3. niz. Žal igra tam našim ni stekla, tu je točka za zmago jezuitskega kolegija z 8-3 v zadnjem nizu in končno 3. mesto. Frančiškov študentski dom je tako v odbojkarskem turnirju zasedel nehvaležno 4. mesto. Z jezuiti smo igrali tekmo za 3. mesto in najprej smo zgubili en set, drugo smo dobili, ali je bilo glih obraten? No, glih obraten je bilo. Ta zadnjega smo pa seveda šli na vsako žogo, ampak se ni šlo, nekaj več sreče na strani jezuitov, nekaj tudi več znanja, ampak naslednje leto jih imamo. Bili smo vrhunsko usklajeni, moram povedati, že na začetku smo se dobro postavili, ta postavitev se je obdržala do konca in res je štimal. Bolj pomemben od rezultatov je na olimpijadi katoliških domov prijateljski odnos med ekipami in že samo dejstvo, da na igrišču in poleg njega vlada prijetno vzdušje. Zato so poskrbeli tudi številni navijači, veliko pa tudi športniki sami. Kaj so naši igralci povedali o tem, kako se imajo na olimpijadi? Meni je zelo super, ker sem tle s prijatelji in prebivalci FŠD-ja in lahko skupaj igramo šport. Top, super, borba je, samo da se igra. Res je vrhunsko vzdušje, napete igre, dobro navijanje. Letos se imam ful dobro, pa se imam vsako leto, že 4 leta zapored, tako da ja. Olimpijada je kar polna. Vzdušje je super, tudi ful mi je fajn, kako se skozi igro v domu tudi med sabo povežemo, kaj igramo. Dobro vzdušje je, sodniki so fair, tako da dobro tekmujemo. Dekleta, ki so v košarki lani osvojile 2. mesto, so letos znova kazale odlično igro. V skupinskem delu so premagale Tromostovje z 8-2 in Vincenci 7-0. Sledila je ponovitev lanskega finala s študentskim domom Janeza Frančiška Gnidovca in izid je bil podoben kot lani, zmago gostiteljic z 8-4. Ne glede na to, izvrstno 2. mesto za naše košarkarice. Ja, imeli smo 3 tekme, prvi del smo zmagali in je bilo zelo lepo, potem bil pa še finale za prvo mesto, ki smo ga žal izgubili, ampak smo pokazali zelo dobro igro.
Glede na to, da se prej sploh nismo dobili na skupnih treningah in so prišle igrati tudi punce, ki niso prej igrale košarke in so v bistvu čist dobro igrale in bila zelo lepa igra. Jezuitski kolegi je bil ponovno nasprotnik FŠD-jevskih fantov, tokrat na košarkarskem turnirju. 12-2 je bil izid v prid kolegija, kjer naši igralci niso dosegli koša iz igre, tekma pa je bila žal zaznamovana s poškodbo člana naših tekmecev, ki mu želimo čim hitrejše okrevanje. Na drugi tekmi skupinskega dela so se znova srečali z rožnatimi majicami iz Antonovega doma. Čeprav je končno stekel tudi met iz igre, je bil AŠD že zaradi višine, seveda pa tudi taktično boljši od nas. Tudi nekaj košev za 3 točke so dosegli. AŠD je tekmo dobil s 23-10. Košarkarji Frančiškovega študentskega doma so tako izpadli v skupinskem delu. Ja, pač enostavno bili so boljši, ampak smo se drugo tekmo, mislim, da smo pokazali več, smo se borili, tako da pohvala ekipi, no, vseeno. Tudi če rezultat ni na koncu naš prid, ampak mislim, da smo pokazali karakter, no, na koncu. Pred pregledom nogometa še kratko poročilo s turnirja na miznem tenisu, kjer sta FŠD zastopala Anavita in Staš. Stašu je celo uspel preboj polfinale, a se žal za najboljša 3 mesta ni šlo. Ja, malo je manjkalo, ja. Malo je manjkalo. Namizni tenis je bil letos kar zahteven. Je bilo 12 igralcev, kar je mislim, da tako največ do zdaj. In ja, lahko bi bilo boljše, ne? Zdaj pa še težko pričakovani nogometni turnir. Punce so bile absolutne favoritinje glede na uspehe izpred zadnjih 3 let, ko so vselej zmagale. In nič drugače ni bilo tudi letos. Tekma z AŠD-jevkami so zmagale s 3-0, združeno zasedbo Jadra in Svete Ane pa s 4-1. V finalu so se nogometašice FŠD-ja tako kot v košarki srečale s ŠDJ-FG-jem. Naše igralke so popolnoma zaklenile vrata, uspele pa so doseči tudi 2 odločilna zadetka. Tako je za prednost 1-0 zadela Sara Mihalič skozi gosto obrambo. Samo poglejte to veselje. Za končnih 2-0 pa je ob protinapadu žogo mrežo poslala Pija Demšar in ostalo je zgodovina. 4. zaporedna zmaga za FŠD v ženskem nogometu, ki so jo pospremili tudi številni navijači in podporniki ekipe iz Šiške. V fuzbalu so bile kar napete, ampak mislim, da na koncu mi je dobro ratalo. Ni imela pojma. Finale je bil najbolj napet, predvsem zato, ker smo še poznale punce, vsaj jaz, in vem, da so vse res dobre. Tako da zaradi tega nam ta zmaga še toliko več pomen, ker kaže na to, da skupinski duh v FŠD-ju res dobro deluje. Tako da je to najbolj pripomoglo k zmagi. Lani s 4. fantom na nogometnem turnirju letos ni šlo kot po maslu. Tudi tukaj je bil eden izmed tekmecev AŠD in tudi tukaj končni rezultat nič kaj drugačen. Fantje z Viča so kar 3-krat poslali žogo v naš gol, 2-krat že zelo hitro po preveč agresivni igri vratarja Fistra, zato je rokavica dobil Erik. Podobno je bilo tudi na drugi tekmi, domači ŠDJ-FG ni imel težav in porazil FŠD s 4-0. Naši nogometaši so na zadnji tekmi študentskim domom Tromostoja igrali brez obremenitev v iskanju častnega zadetka, ki so ga tudi dosegli. Po odbitem strelu je takole streljal Vit Marold za edini gol turnirja in prednost z 1-0. V vratih se je izkazal Erik Ambrožič s številnimi lepimi obrambami, a je njihov napad vendarle uspel priti do prav tako edinega zadetka turnirja. Končni izid neodločen, 1-1. Z remijem in 2 porazoma ni bilo možnosti za napredovanje. Ja, nogomet smo sicer začeli, jaz kot najprej v napadu, pa Vid zgleda imel malo slabši dan, tako da smo se odločili, da ga meso gol. Ja, bilo je kar težko, kar je na par golov padalo, ampak se mi zdi, da sem kar nekaj tudi jih rešil. Še poročilo z finalne tekme med ŠDJ-FG-jem in jezuitskim kolegijem si oglejmo. Hitro se je poškodoval vratar kolegija Dmitar, ki pa je ostal v igri, a zagotovo je to vplivalo na njihovo igro. Šentvičani so postali prvaki nogometnega turnirja z 2-0. Olimpijada katoliških študentskih domov je tako kot vsako leto postregla z razburljivimi tekmami, še bolj pa z medsebojnim povezovanjem med domovi in ekipnim duhom. Za številčno odpravo FŠD-ja na olimpijadi, ta je štela 18 športnikov in športnic, imata največ zaslug ministra Anavita in Erik. Kaj je slednji povedal o tem, ali so bila pričakovanja dosežena? Se mi zdi, da glede na to, da so punce zmagale fuzbal, so pričakovanja delno dosežena, ampak fantje bi se pa mogli bolj potruditi. Da bi se le vsi zgledovali po naših nogometašicah. Čestitke vsem ekipam in se vidimo na olimpijadi katoliških študentskih domov 2026.